Evo, mislim, da je. Snemamo, dokler internet vsem nam dela. Živijo, dober dan, to je podcast Odbita do bita. Mi da smo Anže in Maruša in klasičen pozdrav, Maruša. In to bo klasična že 26. epizoda te sezone. Teme so 3, mi dva sva seveda 2, gostja pa 1. Ok, Val 202. Play Odbita do bita. Maruša in Anže z gosti o sodobnih tehnologijah. Danaja Fabčič Pavše, dobrodošla v Odbiti do bita in pozdrav v Belgijo. Živijo obema in hvala lepa za povabilo. Že leta vaju poslušam, tako da sem ful navdušena, da sem tu z vama v studiu nadaljavo. Tudi mi dva. Danaja, bom poskušala na kratko povzeti, pa me boš popravila. Pravnica, ki se trenutno še vedno ukvarja s pogojem PCT, čeprav smo vsi mi ostali nam pozabili. Skratka, blizu so ti podatki, e-zdravje, tehnologija. Povej nam, prosim, kaj v sebi, kaj vsa ta leta počneš v tujini? Ja, torej sem pravnica po izobrazbi, raziskovalka na univerzi. Že 5 let se ukvarjam akademsko z različnimi projekti na področju prava in tehnologije. In zadnje leto, oziroma točno pred 1 letom, sem začela pisati doktorat. Pišem ga o covidnih potrdilih, ki smo jih seveda vsi spoznali v zadnjem letu. V Sloveniji se je uveljavljal izraz PCT. Namreč mi smo prebolevali, se testirali in se cepili v različnih evropskih državah. Tudi jaz sem recimo 3-krat cepljena v Belgiji. In če nimaš ti pravil oziroma nekega sistema, da so potem ta potrdila interoperabilna, da so tudi sprejeta v drugih državah, bi lahko hitro naletel na problem, čim si izven domačega sistema. In sicer, kar jaz želim ugotoviti, mene zanima povezava med diskriminacijo, med pravom javnega zdravja in med tem, kako znanstvena dognanja vplivajo na sprejemanje pravil. Zveni zanimivo, upam, da ti gre dobro. Jaz tako upam. To mislim, da je klasičen odgovor ljudi, ki doktorate pišejo. Mislim, da ne reče. Čez 3 leta bom vedela. Ja, jaz se nisem enega slišal reči, ja, me gre pa ok, jaz pa cool. No, jaz mislim, da gre v redu. Ja, v redu. Seveda vsako leto poročilo napišeš, kaj si počel v zadnjem letu in potem ti višje inštance povejo, ok, v redu, ali pa ok, ne moraš več delati. Tako se, čez 3 leta oštempel, pa bo rešen. Tako da, To. Danaja, ko si že tukaj, čeprav danes ne bomo govorili o tem, kako razmišljaš o družabnih omrežjih. Tudi s pravnicami sva že govorila o Facebooku, naprimer, najbolj je na udaru. Ga še uporabljaš, kako spremljaš stvari, v katerih se pogovarjajo odločevalci o načinih zakonodaj in regulacij v različnih državah? Ja, na Facebooku sem že, ampak mislim, da je moj zadnji post iz leta 2020. Obdržala sem ga pa samo zaradi tega, ker v resnici večina mojih prijateljev je še vedno na Messengerju. V bistvu si klasična uporabnica v teh časih. Ja, no, dejansko, ja. Mislim, da tudi ne vem, kaj je na mojem feedu, zaradi tega, ker že 2 leti ne dela več. Sporočila vidim, to je pa tudi še vse. Ok, sva zadovoljna z odgovorom. Gremo na delo, če sta za? Za. Odbita do bita. Prva tema, najprej gremo domov, čeprav že leta dom obiskuješ, predvidevam, samo v času dopusta, ampak gremo domov, ker sodeluješ v Sloveniji s Spominčico, to je Slovensko združenje za pomoč pri demenci. Govorili bomo o tehnologijah, ki pomagajo bolnikom z Alzheimerjevo boleznijo, ampak najprej, Danaja, tvoje mnenje, mogoče tvoje videnje, zakaj se tako redko pogovarjamo ali pa midva pogovarjava o tehnoloških rešitvah za starejše, ker so stereotipno tehnologije še vedno pač rezervirane za mlajše? To je v resnici odlično vprašanje, ker nekako se mi zdi, dokler smo mladi, vsaka tehnologija, ki pride ven, je nova in super in revolucionarna in jo hočemo uporabljati. Ne? In potem, to se bo tudi nam zgodilo prej, a slej nas bojo tehnologije prehitele. Problem nastane, ko ti začneš tehnologijo povezovati z dostopom do storitev. Recimo dostop do zdravnika ali pa
dostop do potrdila o cepljenju, da grem nazaj na svojo omiljeno temo, kako se naročiti na nekaj, če ne obvladaš sistemov. In tukaj potem nastane problem, ne? Sploh če si navajen na drugačen pristop, na to, da greš lahko osebno na banko, osebno k zdravniku, ker naenkrat se pa te stvari preselijo na telefone ali pa na računalnike. Problem torej nastane pri tem, ko začnemo iz dostopa do storitev izključevati populacijo, ki pač nima dostopa do tehnologije. Ne? Bodisi gre za otroke, ki odraščajo v revnih družinah, ki niso imeli dostopa do računalnikov med pandemijo, gre za starejše, ki nimajo tehnologije, gre za ljudi, ki ne znajo uporabljati, za take, ki nimajo pravih digitalnih znanj. In kar naenkrat prideš do tega, da je omejen dostop do zdravnika, do banke in tako naprej. V resnici, kar pomaga, so taki mehki prijemi. Recimo v naši knjižnici v Kamniku je bil nekaj časa projekt, kjer so starejši učili uporabe e-maila. In že s takimi pristopi v resnici lahko ogromno pripomoreš k tem, da imamo enako oziroma vsaj približno podoben dostop do tehnologij. In seveda, eden od teh aspektov, se z njim ukvarjamo v našem projektu. Sodelujemo, tako kot sta rekla, s ljubljansko spominčico, zraven imamo pa še bolnišnice in domove za ostarele iz Španije, iz Italije in iz Bavarske. In ideja je, da se usposobi starejše, da lahko nadaljavo komunicirajo s svojim skrbnikom ali pa zdravnikom, in sicer s tem, da pokažeš, kako se stvari uporabljajo, se pravi, gospa, tukaj je ta naprava, imenuje se Fitbit, spremljala bo vaš srčen utrip, na podlagi tega srčnega utripa pa bo lahko vaš zdravnik vedel, kako je z vami. Samo v Evropi je Svetovna zdravstvena organizacija ocenila, da več kot 10 milijonov ljudi živi z demenco in da se bo do leta 2030 ta številka verjetno podvojila. Ampak o kakšnih tehnologijah govorimo, o kakšnih napravah govorite vi tudi v sodelovanju s Spominčico, kako te naprave lajšajo življenje tem bolnikom? Tako plastično nam povej, da si bomo lahko predstavljali. Vsi imajo VR in... Pardon, ker bo... Imamo 5 različnih projektov in v vsakem se malo drugače preizkuša. V bistvu gre za združitev wearablesov, se pravi tehnologije, kot je recimo Fitbit, povezave z zdravnikom, ki gre naprimer prek kamere. Potem imamo pa tudi mikrofone in senzorje, ki zaznavajo nenavadno vedenje. Naprimer, vhodna vrata so odprta so že 1 uro, sistem pa ne zaznava, da je oseba v stanovanju. Ali pa vrata od kopalnice so zaprta 1 uro in prav tako ni nobenega zaznavanja strani senzorja. In v tem primeru potem dobi ali skrbnik ali družinski član, patronažna sestra, naprimer, dobi obvestilo. Pojdi in preveri. Ker si omenila Fitbit, jaz sem vedel, da bo šlo nekako to smer, ampak na to pa sploh pomislil nisem. Jaz sicer imam tudi ta senzor doma, sam načeloma vemo, da zapiramo zaenkrat, upam. Ampak to pa nisem pomislil, to je pa v bistvu zelo fajn. V resnici, ker sicer je, mislim, da vemo vsi, ki smo imeli izkušnja s tem, da 24/7 skrb za osebo je nemogoča. Danaja, verjetno se največ ukvarjaš s pravnimi izzivi, mogoče tudi o tem, kako dvigniti priljubljenost tehnologij za starejše, ker predstavljam si vseeno kup pravil, papirjev, podpisov, tako za svojce kot bolnike, ki niso prijazen del zdravljenja, mogoče zato te pravne regulacije tehnologij tudi odvračajo od uporabe. Tudi, vsakeč, ko prideš na neko novo zadevo in imaš ta privacy policy, ki je dolg 20 strani, ali pa terms of service, v resnici zelo malo ljudi to bere, pa še kdor to bere,
Ja. Ali to počnemo zato, ker smo sadomazohisti ali pa ker smo plačani. Ja, vsak projekt, ki ga financira EU ali prek Horizonta ali prek ERC-ja, je treba vedno en kup papirjev predložiti. To seveda z razlogom, ker želimo varovati zasebnost in avtonomijo ljudi, ki sodelujejo v projektu. Med drugim je treba imeti informed consent, informirano soglasje, informirano privolitev za vse ljudi, ki so vključeni v projekt, pa več informacij jim damo o tem, kako bo vse potekalo, potem imamo interne dogovore o tem, kako bomo skrbeli za podatke, tako interno kot zunanje, če bi Bog pomagal, kdaj je prišlo do kakršnega koli udora. In zaradi tega, ker delamo z starejšimi osebami in v resnici zelo ranljivo populacijo, torej Alzheimer in Parkinsonova bolezen, smo izdelali tudi poenostavljene privolitve, ki so v preprostem jeziku, prevedene v vse 4 jezike, ki jih imamo v projektu in seveda v osnovi v angleščini, zato da je lažje za razumeti, da ti ne presenetiš človeka, češ, ok, tukaj ti bomo inštalirali mikrofon v tvojo sobo in to je to. In raziskovalci, ki delajo v bolnišnicah in v naših uporabnikih, se potem pogovorijo z osebo, češ, ok, to in to in to bomo naredili, tukaj bo mikrofon, ta mikrofon bo samo zato, da zaznava tresljaje, če bi se slučajno karkoli zgodilo. Kamera, ki jo inštaliramo, v resnici ne snema osebe, ampak gleda samo infrardeče na njen skelet in vse z namenom, da seveda da omogočimo višji standard kvalitete življenja doma. So pa seveda vedno pomisleki glede zasebnosti. V veliki meri večina projektov uporablja tehnologije, ki že obstajajo in potem delamo svoje priredbe. Dodajamo določene features ali pa kakšen dodaten servis recimo. In vse to potem je treba narediti skladno z zakonom, pri čemer predvsem mislim na GDPR, na splošno uredbo o varstvu podatkov, interna pravila komisije za raziskovalne projekte in pa glede na to, da smo na področju zdravstva seveda včasih relevantne tudi stvari, kot je recimo uredba o medicinskih pripomočkih, pa splošna pravila o varnosti naprav. Sprašujemo se tudi o stvarih, kot je recimo kako izmenjevati elektronske kartoteke pacientov med eno državo in drugo. Kje so največje težave? Pri vsakem projektu na ta način prideš ti do kleša, ker je pravo napisano na abstrakten način, da lahko čim več situacij pokrije. Vsaka tehnologija je pa relativno specifična, zaradi tega, ker odgovarjaš na specifičen družbeni problem. Recimo, če povem za naš projekt, elektronske kartoteke v vsaki državi so malo drugače strukturirane, format podatkov je drugačen, način shranjevanja in tako naprej. In Evropska unija oziroma komisija je izdala priporočilo, na podlagi katerega potem lahko tehnično približamo kartoteke iz vseh različnih držav, da so do določene mere interoperabilne. Kaj pomeni do določene mere? Zakaj do določene mere? Zakaj mora biti do določene mere? Ne bi bilo fajn, da so samo kompatibilne? Če bi bilo vse enako, ne? Ja, to bi bilo lažje. Ja. Lahko smo se zmenili, da imamo poročila o prometni nesreči, to se je dal zmeniti, za zdravstvene kartoteke pa v največji meri ne bodo kompatibilne. Tega pa res ne razumem. Jaz sem mislil, da bo, jaz sem pričakoval, da boš rekla, ja, in potem je komisija dala ven, tole je pa spek, prosim, dajte tako delati. Ja, in vse je obvezno, vse je enotno. Ne, žal, ni. Komisija oziroma Evropska unija nima pristojnosti na področju javnega zdravja, v kar sodijo tudi zdravstveni sistemi. Oziroma ima zelo omejene pristojnosti, zaradi tega je v resnici ogromno stvari, kot recimo ta standard za elektronske kartoteke, so prostovoljni. Da se potem vlade odločijo, se bojo pridružile ali pa tudi ne. Recimo ECDC, Center za obvladovanje in nadzor bolezni, ki smo ga zdaj spoznavali med krizo, ki izdajo semafor vsak teden, to je tudi ustanovljeno na podobni podlagi. Torej gre za koordinacijo, gre za sodelovanje, ampak pristojnosti drugih od tega pa načeloma ni. Okay. In je treba potem iskati bližnjice, kje pa so podlage za to, da sprejmeš nekaj,
kar je potem relevantno na področju zdravstvenih sistemov ali pa e-zdrav. Kaj pa še zdaj strojna oprema? Ne? Zdaj si že tako malo menjala in kamero, pa mikrofon, pa senzorje, pa vse te zadeve, pa Fitbit v končni fazi. Kakšni so pa tukaj pomisleki? Ker se mi zdi, ne gre samo za neko tako potrošniško odločitev, tam je pa všeč, pa potem mogoče malo več zasebnost gledaš. Ne? Se predstavljam, da tukaj je zasebnost zelo na prvem mestu, a se potem saj razmišlja o tem, da so to mogoče, bom rekel, bolj uveljavljena podjetja, ki te stvari delajo. Vsi vemo, da kamero zdaj dela že vsaka tretja hiša, nekdo fabriko, ki izvaja vse to, od mikrofona, kamer in vsega ostalega. Ker se pa pogovarjaš o varnosti, pa potem še o zasebnosti, sploh to ranljivih populacij. Kakšne so pa neke smernice, ki se jih držite? Ker jaz tudi verjamem, da Fitbit je boljš kot nek no-name, a ne zapestnica, ki meri nekaj, pa potem pošilja na internet. Ali kako se o tem razmišlja? Ja, definitivno. Zdaj, problem, super bi bilo, če bi imeli 10 let financiranja, zato da lahko od nule pa do marketinga razvijaš produkt. Ampak tega ni. Evropski projekti so 2-3 leta, mogoče 5 let. Se pravi, uporabiš tehnologijo, ki je že na trgu. Fitbit je kupil Google pred leti. Ja. In seveda zaradi tega nima ravno... Ja, Evropska komisija je vedno malo skeptična glede tega. Kar pa se vedno da narediti, čeprav ne moreš spremeniti tehnologije kot take, je pa da ti sprejmeš mitigation measures, da lahko vsaj malo prekineš ta tok informacij. Kar smo mi naredili, recimo, je, da imamo, Fitbiti so povezani z napravami, ampak te naprave se uporabljajo izključno za namene tega projekta. Na njem ni nobenih družabnih omrežij, nihče ni prijavljen v noben račun. Okay. Naredili smo posebne e-mail naslove za vsakega participanta. Ne uporabljamo polnih imen, uporabljamo nickname. Okay. Saj en silo se naredi na nek način. To je pa zelo zanimivo. Ja. Če bi pa tako imeli čas, pa bi napisali v tem še svojo aplikacijo, ki bi Fitbit brala, bi se dal pa še kaj več narediti, kot si rekla, zato je pa treba malo več časa in denarja, če bi se hotel to iti. Ja, dejansko. Ja. Okay. Tako kot rešitev mi je pa zelo všeč, da se v bistvu vsaj na ta način omeji, da ni to zdaj kar napravijo tega človeka, ki je še vse ostalo gor in potem se upa na najboljša, kar bi bilo kar slabo. Točno tako, malo zamejiš, zdaj samega vzroka ne moreš odpraviti, vedno se pa da pomagati pri posledicah. Super, ja. Okay. Še to mogoče na koncu, pa gremo naprej. Kakšen je odziv? Zdi se mi pohvalno že razmišljanje v tej smeri, spodbujanje uporabe tehnologij tudi za starejše, tudi za različne bolnike, ki ostanejo doma. A veš, ko se pogovarjamo o tehnologijah za starejše, se zatakne ali ustavi pri pošiljanju e-mail naslova ali odpiranju računa na nekem družabnem omrežju. Res pri osnovah. S tem seveda ni nič narobe, moramo izobraževati tudi starejšo populacijo, ampak tukaj govorimo o neki drugi stvari, ki verjetno je spodbudna, si želimo, da bo zaživela v čim več državah po Evropi. Kakšni so odzivi trenutno v Sloveniji? To pa nisem čisto prepričana, če sem jaz ta pravi naslov za to. Namreč jaz direktnega stika s pacienti nimam. Vem pa, da načeloma so zadovoljni. In so tudi organizacije, ki delajo s pacienti, so vključene v ta naš co-design proces. Ravno zato, da dobimo feedback o tem, kako si zdaj, kako vam je všeč to, da imate zdaj kamero v svojem stanovanju. Večinoma jim ni, kar pomeni, da potem tudi prilagajaš tehnologijo in uporabniško izkušnjo glede na to, kaj uporabnik oziroma pacient, kaj si želi. Tukaj gremo mi preko pravnih zahtev, ker bi radi naredili službo, service, kako se reče service? Storitev, hvala. Ker bi radi naredili storitev, ki bo res pasala uporabniku, zato da mu ni neprijetno, ko uporablja naš produkt na koncu. Ok, gremo naprej. V drugi temi v bistvu nadaljujemo debato, ki smo jo načeli in tudi nadaljujemo debato o e-zdravju. Naj poslušalcem razložimo zadje, smo se po mailu pogovarjali o številnih temah, pa je Danaja rekla, da bi rada nadaljevala tam, kjer sva končala s Tjašo Zajc. Nedolgo nazaj smo govorili o e-zdravju.
Naja, ok, pa nadaljujmo. No? Povej, kaj bi dodala k epizodi, ki si jo poslušala, oziroma ne, kje ti vidiš največje izzive digitalnega zdravja? Ja, torej jaz se ukvarjam z digitalnim zdravjem res z perspektive Evropske unije. Omenila sem to, da EU v resnici nima veliko možnosti, ko sprejema zakonodajo. To samo po sebi ni nujno slaba stvar. Veliko stvari se da rešiti na nacionalni ali pa celo na lokalni ravni. Mi je pa zanimivo, kaj smo se zdaj naučili iz krize, ki, hvala Bogu, jaz upam, da se končuje, kako bi EU kot celota se lahko na njo odzvala, kljub temu, da nima veliko pristojnosti. Med prvimi ukrepi je to, da se da ECDC-ju, da se v bistvu da več pristojnosti, da bo zdaj spremljal na ravni populacije, pa tudi na ravni posameznih primerov, kako nalezljive bolezni potujejo po Evropi. Kako gremo od tega, da imamo en mičken izbruh do velike krize, kje bi se dalo kaj narediti na tej poti in kako bi se dalo to mogoče celo ustaviti, preden izbruhne. In za te namene bo seveda treba zdravstvene podatke uporabljati, kjer trčimo nazaj na GDPR, pa tudi na druge iniciative, ki jih ima Evropska komisija, kot recimo Evropski podatkovni prostor za zdravstvene podatke, kako bomo obvladovali bolezni po tej trenutni epidemiji in kako se bomo potem in na medicinski ravni odzivali, kako zagotavljati dovolj cepiv, kako pristopati do skupnosti, ki so tradicionalno bolj skeptične do cepljenja. Zakonodaja, ki že obstaja, bo v določenih primerih lahko predstavljala bariero. Naprimer, govorila sta z gostjo o tem, o sekundarni uporabi zdravstvenih podatkov. To je tako, kot če bi odprl pločevinko in v njej so črvi. A can of worms, dobesedno. Ker gre za področje, ki je v resnici zelo nedorečeno. Uredba sama pravi, da načeloma, namen zbiranja podatkov je omejen, ampak če te podatke naprej uporabiš za cilj, ki je med drugim tudi znanstveno raziskovanje, je to dovoljeno. Ampak, ko pa ti potem dobiš projekt ali pa financiranje strani komisije ali pa nacionalnih financerjev, pa vedno piše, ne, za uporabo teh podatkov je treba pridobiti ponovno privolitev. Druga stvar, kjer bo tudi problem, je anonimizacija zdravstvenih podatkov. Mi imamo iz leta 2014 eno mnenje, organa, ki se mu zdaj po novem reče Evropski odzor za varstvo podatkov, o tem, kaj je treba narediti s podatki, oziroma do kakšne mere jih je treba preoblikovati, da lahko rečemo, da so res anonimni. In gre za zelo visoko raven, ki se jo redko kdaj doseže. Kar pomeni, da vsi ostali podatki, ki niso anonimni, so osebni podatki. In potem takoj spet padeš nazaj v omrežje GDPR-ja in je treba potem spet vsa pravila presoditi, na kakšen način so del tvojega projekta in z vsem potem skladen biti. Joj, to pravo, pa kaj res ga rabimo? Ja. Ne, hecam te. Veš, ko si zdaj razlagala, pa sva se s Tjašo pogovarjala podobno, e-zdravje, si predstavljamo tako kot vse, kar ima predpono elektronsko, digitalno, načeloma super, pa brezmejno, pa vse najboljše, pa dostopno. Pa zdaj, ko se pogovarjamo, se mi ne zdi čisto tako, ali smo v Evropi lahko zgled čezmejnega ponujanja storitev. Jaz mislim, da se definitivno trudimo. Zdaj v EU obstaja en framework, ena okvirna zakonodaja o tem, kako se ponujajo čezmejne storitve in e-zdravje je del tega. Kar pomeni, da imamo zakonodajni okvir in potem to tudi olajša kakršnokoli čezmejno delovanje. Zanimiv primer je recimo ZDA, kjer imaš psihiatre in psihoterapeute, ki imajo potem licenco samo za specifično državo. Recimo si certificiran v Kaliforniji in lahko ponujaš svoje storitve samo v Kaliforniji. In jaz bi rekla, da EU je tukaj se bolj trudi, za tem tiči politični razlog, zato ker želimo imeti čim bolj integriran notranji trg, v
kar vključuje tudi zdravstvene storitve. Definitivno se EU trudi. Seveda ena od stvari, na kateri bo treba delati, je dostopnost, nedvomno, pri čemer gre velikokrat za čisto lokalne iniciative. Živim zraven Bruslja. Bruselj je verjetno najbolj mednarodno mesto v Evropi. In ko je bilo treba kampanjo cepljenja sprožiti, bil seveda problem, kako bomo zdaj mi dosegli vse te ljudi v drugih jezikih. Namreč Bruselj je dvojezični, nizozemščina in francoščina. Če jo govoriš, super, če jo ne govoriš, kaj pa zdaj? In so po francoskem navdihu imeli avtobus, ki se je potem vozil, tak mini avtobusa, ki se je vozil po soseskah in nudil zastonj cepljenje vsem. Ne glede na to, kaj si, kdo si, a si prijavljen ali nisi prijavljen. In to je tako zelo na lokalni ravni, na mikroravni primer outreacha, ki v resnici doseže ljudi tam, kjer pravo ne more. Ja, da dejansko. Ja, pa sploh ta komponenta, ne, da ni bilo važno, kdo si, ne. Pač samo prišel si do avtobusa. Ja, točno tako. Nobenih osebnih, nobenih zdravstvenih, dobro, tle je tako integrirana. Samo prideš, daš roko in to je to. To je protivtežo samo tizmu, kar si prej govorila, ko si začela z GDPR-jem in ponovnim soglasjem in vsem ostalim. Ne. Tako da očitno se kakšna reč tudi da, ne. Čeprav to je kar specifičen primer, ampak vseeno. Vedno se da. Jaz mislim, da včasih pravniki sanjamo neke nebuloze o tem, kako bomo stvari uredili na čim bolj splošni ravni, pri tem pa pozabiš na čisto konkretnega človeka in da se da tudi na drugačen način se mu da približati. A pa lahko zdaj še ena taka malo bolj osebna izkušnja, glede na to, da zdaj si že kar nekaj časa v tujini, ne, Belgija. Kako pa ti vidiš potem zdaj slovensko zdravstvo, poševnica, e-zdravstvo, ker to so se tudi s Tjašo pogovarjali, pa rekla, ne, da recimo Nemci sploh še nimajo elektronskih datotek, vemo vsi zakaj, to smo že vse vdeli, ampak tako, kako pa ti vidiš, recimo, ker si saj nekaj Evrope videla, a rekla, se mi zdi, da imamo nek to, ne vem, je to slovenska ali pa vsaka država zase tako misli, ne, no, mi smo pa katastrofa, vzunaj, pa vsi že praktično letijo po zraku. Kakšen občutek imaš ti? Sklepano na te stvari, da imaš mogoče malo več potrpljenja, če česa ni, ker veš, kaj vse je treba narediti, da se kakšna stvar doseže. No, tle definitivno ne letimo po zraku, čeprav živim zraven letališča in vidim vsa letala. Zdaj, spet po evropskih pravilih si ti lahko zdravstveno zavarovan samo v eni državi. Ne? In najlažje je biti zavarovan tam, kjer delaš. Kar pomeni, da jaz že leta nisem več zavarovana v Sloveniji. Ja. Mi je bilo pa super, namreč v Sloveniji si ti prišel zdravstveno kartico do osebnega zdravnika in je bilo to. V Belgiji, če nimaš te njihove kartice, v resnici nosiš s sabo papirje in nalepke. In potem s temi nalepkami dokazuješ, da si zavarovan. Okay. Ampak tisti trenutek, ko pa zaprosiš za kartico, in v tej kartici je integrirano vse, od zdravstvenega zavarovanja, potrdila o tem, da tu zakonito živiš, ne vem, na banko greš lahko zato, da dokažeš identiteto, tudi če nisi državljan, ampak si samo rezident. V tistem trenutku, ko sem imela kartico, so bile pa stvari kar naenkrat lažje. E-recept mislim, da imamo od oktobra naprej šele. Ja, do takrat je bilo vse na papir. Pa tudi zdaj še vedno dobiš kakšnega zdravnika, ki rajši natisne, zato da pacient ve. Kar je potem spet zabavno, ne, ker dobiš nekaj na recept, ampak ne veš, kaj si dobil na recept, razen če ne potekneš dol še ene aplikacije, v katero se pol prijaviš svojo digitalno identiteto in potem preveriš, to in to in to imam. Sicer ti pa v lekarni šele povejo, ko dobiš ti to škatlico. Okay. Pros and cons v obeh sistemih. Klasično prehodno obdobje, ne? Seveda so še ljudje, ki dajo fizične napotnice in recepte in ljudje, ki uporabljajo digitalne. Tako da No, napotnice so fizične, napotnice še nisem videla elektronske. Mislim, Belgija, come on. Pa če imamo 6 vlad, glej. To je res. So easy on us. Danaja, za konec, na kratko, podatki so tvoja večna tema, ne boš verjela, tudi najna. Zdaj, ko seciraš te države, pišeš doktorat, se spogleduješ z raznimi covidnimi potrdili, kaj se z tega primera lahko naučimo ali pa bi se morali?
kar se tiče podatkov. Kaj si že ugotovila? Ja, to je tako, ne. Ta pandemija je prišla in bo, upajmo, tudi odšla, ampak temeljna vprašanja ostajajo, ne. Kako omogočati ljudem, da dokažejo, da izpolnjujejo pogoje za dostop, pa hkrati to narediti na način, ki je varen, pa da spoštujemo zasebnost, pa da ne izključujemo in ne diskriminiramo zoper ljudi. Zanimivo, vse to naj bi tehnologija že imela in omogočala. Smo si vsaj mislili do pandemije. Ja, ampak vedno bolj ugotavljamo, pa se to bo vedno držalo, ne more tehnologija reševati družbenih problemov. Če izhaja problem iz tega, da ljudje, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, ne morejo do zdravnika, ali pa ne morejo do zdravil, ali pa do cepiv, nam tudi tehnologija ne bo pomagala, ne? In v resnici je treba take probleme napasti iz več strani. S tem, da imamo tehnologijo, ki nam to omogoča, s tem, da imamo dostop do teh tehnologije in pa, da so stvari tudi na višji ravni pošlihtane. Se pravi, da imamo nek backup sistem za ljudje, ki sicer ne bi mogli do zdravnika dostopati, da še vedno lahko pridejo do tega. Da tudi, če nisi prijavljen kot rezident, da še vedno lahko dostopaš do zdravstvenih storitev. Danaja Fabčič Pavše v Odbiti dobita. Hvala, Danaja, da si vzela čas. Zdaj veva, s čim vse se ukvarjaš, te bova še kdaj pocukala za podoben klepet, ampak preden te spustiva, nam moraš še nekaj priporočiti. Delava namreč seznam tehnoloških vsebin, pa stvari, pa aplikacij, pa zanimivosti. Povej, kaj si izbrala. Ja, hvala še enkrat za povabilo. Tole tretje vprašanje mi v resnici največ težav povzroča, ker sem se sprašvala, kaj naj priporočim? Vsak od nas ima laptop in telefon. Kaj je tu novega? Ampak sem ga našla. Vsak, ki je kadarkoli pisal ali diplomo, ali akademski članek, ali karkoli, kjer je treba navajati vire. In jaz mislim, da vsi, ki smo to na roke pisali, smo to sovražili iz dna srca. Absolutno. Ja. Obstajajo super stvari, ki se imenujejo Reference Manager, v katerega ti nafilaš informacije o člankih, o poročilih, o eksperimentih, patentih, zakonodaji, karkoli boš rabo. To potem integriraš v Word in klikneš. Aha. In ti sam izpolni reference. Sam ti naredi referenco v katerikoli obliki želiš. In potem ti lahko še celoten seznam virov naredi. Fantastična zadeva. Koliko sajta sem jaz zgubil? Jaz skoraj nočem vedeti za to. Jaz sem napisala 3 diplome. Ja, verjamem. Okay, vzamem da zdaj, meni je lahko v življenju. Se strinjam. Dobro, da pišeš doktorat. To je res super. Prosim, vsi, ki poznate koga, ki pišejo magistrske, diplomske, doktorske naloge, priporočite Odbito dobita z Danajo Fabčič Pavše in to poslušajte. Ja. In kliknite na link v zapiskih, bomo dodali. Ne? Ja, jaz konkretno uporabljam Zotero, premium model ima, jaz sem uporabljala, mislim, da 4 leta za stonsko, na koncu sem imela preveč literature, sem morala prestopati na plačan model. Popularen je recimo tudi Mendeley, obstajajo še drugi, v glavnem 1 uro ti porabi ali pa 2 uri ti porabi, da se ga naučiš in potem imaš rešeno stvar do konca. Wow. Super. Okay, super. Hvala, Danaja. Lepo se imej, uspešno delo, uspešno dokončanje doktorata, pa se slišimo. Hvala vama, lep dan vsem. Odbita dobita. Anže, za konec še birokracija, ki jo moraš sam povedati, nimamo še generirane aplikacije, ki bi izpolnile vse, kar na koncu mora biti v Odbiti. Ja. Dejansko se reče Lamborghini. V glavnem, ta podcast je seveda v vseh podcast aplikacijah. Hvala vsem, ki nam dajete ocene v Apple Podcasts, pa Afna Odbita na Twitterju, pa Odbita afna@rtv.si. Hvala vsem, ki nam maile pošiljate. Tudi tistim, ki pravite, ni zapiskov, pa v resnici so. Vse smo se zmenili, ampak ja, hvala za odzive. Evo. Hvala za odzive, hvala za pozornost, Danaja, hvala, se slišimo, čau. Čau. Adijo.